Ok, in gremo zdaj na naš trening. Začeli bomo seveda z hip thrustom. Takole. Si bomo dali utež gor na bok. Ja. In lepo gremo dol. Seveda doma jaz nimam toliko težkih uteži, kot jih imam v svojem studiu, ampak čisto ok. 9 kilogramov, seveda bi lahko šla na težjo različico. Moj najboljši rezultat je 110 kilogramov pri hip thrustu. Vdihneš dol in izdihneš. 3, 2, 1. Ok, odlično. Se pravi, zdaj bomo imeli vojaške poskoke s skleco in gremo dol in gor. Stisni trebušne. Še 10 sekund. Še enega. No, in takole se potem zadihaš. In sedaj gremo na naše mrtve dvige. Ramena nazaj in gremo. Stop in gremo gor. Super. Zadnje stegenske mišice, spodnji del ritnih mišic. Pri hip thrustu deluje zgornji del, če razdelimo ritne mišice na te dele. In gluteus maximus. Stisni. Tri, 2 in 1. Odlično, sedaj pa še dive bomberji. Mislim, da je moj maksimum dive bomberjev 10 naenkrat. Ampak ne vem, če lahko danes to ponovim. Ena. 2. 3. 4. 5. 6. 7. In 8. Ok. Tole je bilo zelo, zelo intenzivno. Globoko vdihnite, globoko izdihnite. Sedaj bi tukaj imeli tudi možnost, lahko počivate med serijami, oziroma po 15 sekundah lahko začnete ponovno z hip thrustom. In kakor sedaj vidite, zakaj je metabolični trening tako zelo fantastičen in učinkovit. Preprosto zato, ker je zelo intenziven, se v bistvu zelo zadihamo.
telo nima časa za regeneracijo, za 100% regeneracijo v 15 sekundah. Se pravi, pomanjkanje kisika v telesu se ustvarja. S tem, ko je trening zelo intenziven, se seveda tudi poveča metabolizem in tudi poraba kisika, poraba vseh dejavnikov v telesu, poraba maščobe in kurili boste maščobe še približno 24-36 ur po tem treningu. Priporočala bi seveda od 20 do 30 minut metaboličnega treninga, ker takšen trening je zelo intenziven in če boste izvajali dalj časa ta trening, se boste res izkurili, tako da treba je paziti, kako trenirati, trenirajte pametno in seveda si pač sestavite trening skozi celoten teden, tako kot bo vam najbolj ustrezalo. Lahko kombinirate še s trebušnjaki oziroma z vajami za trebušne mišice po tem treningu. Lahko greste mogoče čisto malo do izteka na treadmillu, na tekaču, na kolesu, približno 10 do 15 minut in ste končali za danes. Ja? Pri metaboličnem treningu je treba tudi seveda paziti, da uteži niso pretežke, če še niste navajeni na takšen trening. Se pravi, težje uteži so šele takrat, ko 100% znate izvajati to vajo in veste, da lahko greste na višji nivo s težjimi utežmi, kajti to bo še bolj utežilo vaš trening. Če pa ste začetnik, izvajajte samo vaje s lastno telesno težo. In seveda, ja, v tem momentu vas povabim seveda na mojo spletno stran, če vam je takšen trening všeč. Na spletni strani fitnessbymaja.com imam več kot 350 različnih vodenih vadb. Večinoma je metabolični trening, osredotočam se pa tudi samo na počasen trening moči. Tako da tudi ta izvedba treninga je zelo učinkovita, je pa seveda sestavljena drugače kot intervalni metabolični trening. Zato lahko izvedete iste vaje, ampak recimo bi izvedla mogoče 10 do 15 ponovitev za določeno vajo, potem bi počakala mogoče minuto 30 sekund, izvedla drugo serijo te iste vaje. Približno lahko imate 3 do 4 serije za določeno vajo in ko končate, greste seveda na drugo vajo z istim principom. Lahko pri tej različici lahko uporabite malo težje uteži, če izvajate vaje za moč. Najprej bi naredila seveda vse vaje, ki so primerne za moč in tiste, ki so najbolj kompleksne na začetku. In potem seveda burpeeje bi dala čisto na koncu kot naš ta burnout, kot metabolični finisher. Tako da, ja, trening je zelo dinamičen, najbolj pomembno je seveda konsistentnost, da uživate v svojem treningu, da najdete tisti način, ki vas bo pritegnil in pri katerem boste z veseljem opravili svoj trening. Najhujše je, če se morate odpraviti nekam oziroma iti na neko telesno aktivnost, pri kateri dejansko mentalno trpite. Takšen način nikoli ne bo deloval na dolgi rok. Tako da sama izvajam metabolični trening že 12 let in se mi zdi, da ta trening mi je dal največ rezultatov pri oblikovanju telesa in počutim se fantastično. Povprečno ga izvajam 20 minut, 20 do 30 minut, včasih tudi tabato 12 minut ali celo manj kot 10 minut, če želim vzdrževati. In ja, nikar pa ne pozabite seveda tudi na prehrano, če ste na shujševalnem programu. Pazite, da niste v pretirani dieti oziroma da sploh ne greste na diete, ker diete nikoli ne delujejo. Vedno se morate vprašati, ali lahko dejansko vzpostavim prehranjevalne navade, ki jih bom ohranjala skozi celotno življenje. Če je odgovor da, potem obdržite te svoje prehranjevalne navade, v katerih uživate, so okusne in dejansko tudi izgubljate težo. Se pravi, vadba ni vse, največ je prehrana in seveda tudi tvoja mentaliteta in konsistentnost. Ok,
Super. Ok, sedaj bomo pa naredili trening za začetnike, se pravi čisto isti trening, samo da bo lažja različica. Takole, hip thrust oziroma dvig medenice bo popolnoma enak, s tem, da ne bom uporabila nobenih uteži. Recimo, da ste popolni začetnik, želite trenirati z mano doma, takšne vaje bomo izvajali. Ok, gremo gor in greš dol. Stisneš. Pri tem je seveda pomembno, da vzpostaviš to povezavo med svojim umom in povezavo z mišico. Se pravi, stisneš mišice, ritne mišice in izdihneš. Treba seveda se tudi naučiti, kako pravilno dihati. Ko stisneš, izdihneš. Vdih dol, izdih gor. Vedno, ko stisnemo mišico, si predstavljajte, kot da izdihnete. Oziroma dejansko res izdihnete. 3, 2 in zadnja. Ok, super. Gremo sedaj na vojaške poskoke v najlažji možni različici. S tem bomo seveda tudi izpustili skleco. Gremo dol v položaj deske, gremo gor in na prste, na nogah. Dihneš. Vdih, izdih, vdih. In če vam je to seveda lahko greste majčkeno hitreje. Trebuh je ves čas aktiviran. Super. Še zadnjič. Ok. Malo gor, malo dol. To vas bo majčkeno zmatralo. Ok, sedaj bomo naredili to različico mrtvega dviga z rokami za vratom in gremo. Stisni trebušne, pokrči kolena, boke nazaj in gremo gor. Nazaj, čuti zadnje stegenske mišice. Super. Še malo. 3, 2 in zadnjič. Ok. In sedaj gremo na te naše dive bomberje. Oziroma, kako bi temu po slovensko rekli? Bombniki. Ok. Položaj otroka in drsaš naprej in greš nazaj dol. Se pravi, čisto osnovna različica. Greš gor in greš nazaj. Se lahko iztegneš in nazaj. Naprej, nazaj. Če pa si že navajen na drugo stopnjo, gremo s drugo stopnjo naprej in potem nazaj, naprej in nazaj. Super, in tako poteka čisto začetniški način izvedbe tega treninga. Tako da ja, na moji spletni telovadnici boš našla čisto vse, oziroma našel čisto vse vadbe, ki so primerne za najtežji nivo in vadbe, ki so primerne tudi seveda za najlažji nivo, za popolne začetnike. Vedno pa seveda obrazložim potek vadbe z obema različicama. Ok, in seveda to bi bilo za danes vse. Moje 4 najljubše vaje, brez katerih dejansko ne bi mogla trenirati. Spodaj pa
Mi lahko napišete svoje 4 najljubše vaje, brez katerih vi ne morete trenirati oziroma si bi jih želeli trenirati skozi celo življenje. Ok, ne pozabite se naročiti na moj kanal, je brezplačen in ne zamudi naslednjih vlogov oziroma vadbenih videov. Najlepša hvala, uživajte poletje. Adijo.